Dobrodošli v novem videu in v novi Bitcoin analizi. Upam, da ste vsi lepo praznovali velikonočne praznike. No in tudi pri Bitcoinu se je v tem času zgodil končno nekaj zanimivega. Breakali smo 30.000 po basically 2 tednih, v bistvu enega in istega rangea, tako da danes bomo naredili eno analizo, najverjetneje bo bolj na krajši strani. V bistvu si bomo samo pogledali, do kam bi lahko šel ta rally trenutno. No ja, in če kar začnemo, v bistvu se pravi, ta glavni setup, ki je trenutno v igri, je daily volatility proti stochasticu. Se pravi, zdaj na zadnjih par analizah smo gledali ta setup na 5-day timeframeu, ki je v bistvu še vedno še vedno je veljaven, stochastic je še vedno obrnen na gor, nismo še reachali nekega haja na tem rallyju, no ampak se je zdaj včeraj aktiviral isti setup v bistvu tudi na daily timeframeu. Se pravi, kaj je setup? Volatility, ki pride pod 10% tukaj, se pravi ne 15, kakor pri 5-day timeframeu, ampak 10. Pol, ko se ta volatility expanda, smo videli v preteklosti malo večje premike, bomo si v momentu pogledali še v bistvu statistiko, ampak v bistvu pol si lahko pomagamo z stochastic momentumom, v bistvu kam lahko pričakujemo, v katero smer bo šel ta premik. No in tokrat se je v bistvu stochastic obrnil 2 dni nazaj na gor, tako da ja, v bistvu stochastic je imel spet prav. Mislim, da zadnjih 10 od 12, mislim, da je stochastic zadev smer, kar se tiče premikov na gor, tako da v bistvu je še enkrat bilo tako. Zato, ker smo od začetka tega premika basically videli že skoraj 10% premik, 9%. Tako da ja, v bistvu, če si pogledamo zdaj še stese, se pravi, povprečen premik na one day timeframeu, kar se tiče tega setupa, je 20%. Medtem ko prva standardna deviacija tukaj je 5%. Se pravi, lahko pričakujemo premik tam med 15 pa 25%. In v bistvu, če si pogledamo, kaj bi to pomenilo za Bitcoin, kakor smo rekli, videli smo že 9% premik in v bistvu 15% bi prenesel Bitcoin na okoli 32.000. Si bomo pogledali pol, zakaj je to območje dosti zanimivo. Če si pogledamo 20%, to bi Bitcoin prenesel na okoli malo pod 34.000, 34.000, mislim, da je tudi tak zadnji major CME gap tukajle, ja. Ker tega smo zdaj že filali, tako da tudi ta area je dosti zanimiv, ampak jaz v bistvu na temu premiku mogoče malo bolj gledam ta 32.000 level, prvo kot prvo, zato ker premik ni toliko, mislim, setup ni spet toliko močen. Bitcoin ni bil zelo dolg časa, pa ni bil velik pod teh 10%, kakor, ne vem, smo to recimo videli tukaj, a pa tudi celo tukaj. Tako da mogoče bi jaz gledal ta premik, da pride bolj tam na spodnji strani prve standardne deviacije, se pravi na okoli 32.000. In ja, traja pa ta premik ponavadi v povprečju okoli 10 dni, tako da kar se tiče Bitcoina, se mi zdi, da naslednji teden, naslednjih 10 dni bi bilo lahko še bullish, no. Je pa res, da dobimo ta teden zelo veliko tudi drugih faktorjev, ki bojo definitivno vplivali na ceno Bitcoina. Jutri dobimo CPI, pa jutri še nam dobimo PPI, tako da to je ponavadi dosti volatilno za vse take risk-on assete. In pa v petek dobimo v bistvu earnings reporte od več ali manj vseh večjih bank v ZDA.
Vemo, da banke so bile zadnje čase kar hot topic, ne, tako da bo v bistvu dosti zanimiv, kakšen komentarij nam bojo dali z teh bank in to bo probably tudi vplivalo na pač vse finančne markete. No, ampak ta 32 tisoč območje mi je basically zanimiv še zato, ker je to tudi zgornji del tega Gaussian channela na weekly timeframeu. Tudi ta čar smo veliko gledali, da v bistvu vedno v preteklosti, ko je Bitcoin prečko to srednjo črto, se pravi mediano tega Gaussian channela, smo videli premik vsaj do tega zgornjega dela pasu in ponovadi v bistvu je tudi breakal naprej, no, tako da jaz pričakujem premik vsaj tam nekje do 32 tisoč, no, zdaj v naslednjem tednu, naslednjih 10 dni. No, sta se pa v bistvu zgodile še dve zanimive stvari pri Bitcoinu, ki bi jih v bistvu zelo na hitro tukaj malo pokomentiral. Se pravi, prvo imamo na 5-day timeframeu smo videli Silver Cross. Se pravi, kaj je Silver Cross? Se pravi, te dva moving averagea, 21 EMA Exponential Moving Average pa 55 EMA, se pravi 55 je v tem primeru moder, medtem ko 21 je tale zelen. No, te dva moving averagea sta se v bistvu crossala in to je v preteklosti, mislim, bilo dosti bullish za Bitcoin. Zdaj tukaj pri moving averagih pač v bistvu jaz jih uporabljam večinoma samo da mi potrdijo trend, ni lih tako, da bi jih full tradal ali pa kaj podobnega. Ampak ja, mislim, bomo si pogledali tudi stase, kar se tiče tega. Ampak basically smo videli, pač deluje v bistvu v obe smeri in na dol in na gor. Vidimo ponovadi, ko se to zgodi, pač pol malo večji trend, mislim, malo daljši trend v bistvu. Recimo tukaj tudi. Tukaj je sicer bil, mislim, temu bi jaz rekel trap, ne, ampak še vedno smo videli, koliko je to, še vedno smo videli 20% premika, ne. Ampak ja, hočem reči, da smo videli tudi, temu bi jaz rekel failed cross, zato ker pač je v bistvu trajalo zelo malo časa, ne. Pogledamo sese, v bistvu od 5 teh crossov, se pravi bullish crossov, ki smo jih videli v preteklosti, so bili 3 res trending movies, se pravi basically na nove all time high z pač malo v bistvu malo z pullbacki vmes, ne, se to je logično. Medtem ko 2 so bila pa taka failed premika, kakor sem vam tam pokazal. Niso bila negativna, ampak so bila v bistvu dosti kratka, temu se reče pač trap, ne. In od tistih 3 je povprečen premik bil 47%, ampak to je povprečen premik do naslednjih takih major highsov. Nisem gledal tukaj povprečnih premikov do naslednjih all time highsov, ampak v bistvu pač do naslednjega večjega pullbacka. Tako da ja, v bistvu lahko si pogledamo, koliko bi pač 47% od tega crossa bi pač Bitcoin bi ga v bistvu prenesel na 40 tisoč. Zdaj jaz tega ne pričakujem, ne, to ni moj prvi target, ampak lahko si pogledamo še prvo standardno deviacijo, je pa tam okoli je 20%, se pravi vidimo kar velike range, ne, med temi ponovitvami. To območje smo pa videli tudi v bistvu pri prejšnjem setupu, tako da to se mi zdi mogoče že malo bolj možno, no. Se je pa en moving average cross zgodil tudi na weekly timeframeu, je pa 9 moving average prečku 55 moving average. V bistvu podobna zgodba kot prej, ko se je to zgodilo v preteklosti, je bilo to dosti bullish za Bitcoin. Vidimo v bistvu dosti v podobnih časih, a ne, se je to zgodilo kakor pri prejšnjemu, tudi ta trapi so. No, tukaj rad bi še izpostavil eno stvar, v bistvu vas opozoril na še eno stvar.
vedno, ko smo videli, oziroma ponavadi, ko smo videli ta cross, v bistvu pri obeh crossih, po tem, ko se je zgodil, smo videli ponavadi, da je Bitcoin retestil tale 9 moving average, se pravi, vidimo to recimo tukaj, da ga je retestil, prednji je šel na te highs naprej. Vidimo tukaj ga je retestil, oziroma že kle ga je retestil. Tudi če pogledamo na 5-day, basically isto, se zgodi cross, ga je retestil tukaj. No, in kaj hočem reči, da preden se zgodi kakšen večji rally, bomo probably videli retest, vsaj na ta, mislim, probably blizu 9 EMA-ja, zdaj, ali na 5-day timeframeu, ali na weekly timeframeu, v bistvu ne vem, ampak se so približno isto, med tem 26,500 pa 27,000, tako da, kaj v bistvu jaz zdaj pričakujem za Bitcoin, probably, kogar sem rekel, naslednji teden, 10 dni, najverjetneje bullish, če ne bo kakšnih presenečenj, kar se tiče teh CPI-jev pa bank, kakor sem jih prej omenil. Se pravi, probably še bullish do tam 32, mogoče 35,000, čeprav sem bolj, kakor sem rekel, na tej spodnji meji. Ja, in v bistvu pol nek correction, najverjetneje blizu temu 9 EMA-ju. Tako da, to je v bistvu nek tak hiter overview, to bo tudi vse za današnjo Bitcoin analizo. V bistvu, če vas zanima bolj long term analiza za, ne vem, naslednjo leto, pejte si pogledati video iz prejšnjega tedna. Če koga zanima Bitcoin trading, lahko prečekirate spodaj Bybit link, kjer lahko dobite nek sign-up bonus, ko depozitate cash na platformo. Drugače bo to za ta video, hvala, ko ste si ogledali, pa se vidimo v naslednjem videu.